Je tih nasmeh, so sveža, rdeča lica, ko poleti v nebo pomladna ptica, metulj, ki najde pot do svojega cveta, ne čutiš je, dokler ni tebi obzeta. Je človek mlad, ki sam je ne dojame, je dom za oba, je zate in je zame. Pravica, brez smeja in brez ograj, svoboda, to je zame 1. maj. Mislim, da je 1. maj praznik, ki ima več pomenov. Zagotovo je to praznik delavstva, je pa za mnoge tudi praznik svobode. Enačim ga predvsem s prvomajskimi predvečerji in kresovi, s prvomajskimi budnicami v organizaciji domačih društev in spremstvu vaščanov in seveda z našo pesmijo. 1. maj ni le dan, ko se lahko oddahnemo od dela. 1. maj mora v nas sprožiti občutek hvaležnosti. Božič in Velika noč sta praznika za vernike, 1. maj pa je praznik za vseh. Bodisi za mlajše kot starejše, za študente in delavce. Moramo se pa kljub temu zavedati, da nažalost ne vsi imajo iste pravice, kot jih imamo mi. 1. maj ni le praznik. 1. maj je stalni boj za pravice. Zame je 1. maj dan, ko si vzamem čas za razmišljati o tem, kakšen je današnji koncept dela, kako so se spremenile stvari v zadnjih letih in predvsem v zadnjih mesecih. Diplomirala sem nekaj dni od tega. Najbolj pogosto vprašanje, ki ga dobim, je, kaj boš delala zdaj. Vem, da se je v zadnjih letih spremenil način razumevanja koncepta dela. Sprašuje se, kakšen je odnos med delom in prostim časom, koliko mora moje delo oblikovati mene sabo, oziroma koliko moje delo predstavlja tok do sem in koliko mora vplivati na drugega. Mislim, da je delo zares konstruktivno, samo ko delamo nekaj, kar nas veseli in izpopolnjuje. 1. maj nas spominja, da se stvari lahko spremenijo in izboljšajo, če le hočemo in če vemo, v katero smer moramo skupaj iti. 1. maj je praznik dela in obletnica osvoboditve naših krajev, torej svobode. In obe vrednoti sta danes še kako pomembni, saj smo v zadnjem letu močno pogrešali vsi svobodo, številni tudi delo. 1. maj je večkrat podcenjen dan. Zdi se nam nekaj čisto samodejnega, vendar skriva za sabo ogromno žrtvovanja. Žrtvovanja, ki je privedlo do novih pravic, ki jih lahko danes uživamo. Zaradi tega je 1. maj ne le praznik dela, temveč tudi praznik pravic. Ne pozabimo na to. Zame 1. maj je zelo pomemben dan kot praznik delavce. Še več letos, ki zaradi covida veliko delavcev so izgubili njegovo okupacijo ali niso mogli delati. Zame epidemija je dokazala, koliko je pomembno kmetijstvo za naš teritorij in za našo slovensko manjšino. Zato se zahvalim vse tiste podjetnike, ki so se držali in ki so dobro delali v zadnjem letu. Dober praznik delavcev. Za rdečo zastavo na Mlaju se zame skriva cela vrsta bojev za osnovne pravice delavcev, kot sta na primer pravica do plače in pravični urnik, ki jih mi danes večkrat imamo kot nekaj samo po sebi umevnega. Zato bi morali te pravice bolj poudarjati in se teh spominjati skozi celo leto. Poleg tega pa zastava je zame tudi simbol vztrajnosti v boju za nasplošno vse človekove pravice, enakopravnost in svobodo, saj je pot do uresničitve teh še dolga. 1. maj je postal s časom moja tretja identiteta. Odkadar sem bila majhna, smo doma obesili 3 velike zastave. Italijansko za 25. april, za osvoboditev Italije. Slovensko za dan upora proti okupatorju na 27. a rdečo zastavo za 1. maj. Za en teden smo okrasili hišo, se spomnili na simbolični pomen zastave in tako praznovali skupaj 3 identitete oziroma eno skupno identiteto. To ostaja še vedno dan, v katerem se počutim del ene kompleksne in brezmejne skupnosti. 1. maj ima lahko 2 bistvena pomena, predvsem za nas Slovence. Lahko praznujemo 155-letnico, odkadar delavci v Illinoisu so končno pridobili pravico do 8-urnega delovnega dneva, ali pa nas lahko spominja na to, kako med 30. aprilom in 1. majem je 9. korpus Jugoslovanske armade končno vkorakal v Trst. Na srečo, že odkadar sem bil otrok, so me starši naučili vrednot dela, upora, enakosti in bratstva. Te vrednote menim, da so še dan danes osnova katerokoli družbe.
Toda, zgleda, da ti koncepti so nam vedno bolj tuji. Določeni ljudje že več kot leto dni nimajo več pravice do dela, razni lockdowni in zaprtja odtujujejo ljudi in enako zgleda popolnoma tuj in neznan pojem. Toda vsem tem upora ni. Morda, ker dan danes se ne zavedamo, kdo je pravi sovražnik. Modena City Ramblers so pred leti peli, utopija še obstaja, ampak ljudje so se spremenili, dan danes odgovor je bolj kompliciran. Upam, da se bomo kmalu vrnili k vrlinam naših dedkov in se zavedali tega, kar zgubljamo iz dneva v dan. Kakorkoli že, živel 1. maj vsem. 1. maj je dan, ki smo ga pri meni doma vedno praznovali in mi najprej pomeni praznik dela in delavskih pravic. Poleg tega se mi porodi v mislih še spomin na mojega nonota, ki je vedno pravil, da je 1. maj njegov najljubši praznik in zaradi tega je imel tudi vedno doma rdeče nageljne, ki so bili istočasno njegova najljubša roža. Poleg tega pa pri nas doma za 1. maj vedno zadoni partizanska pesem, saj mi 1. maj pomeni tudi dan osvoboditve mojega mesta, Trsta in teritorija, v katerem živim. Živo 1. maj!